Ja, lepo pozdravljeni še na naslednjem sklopu. Moje ime je Blaž Lesnik, delam na Radiu Ognjišče, kjer pokrivam tudi teme, ki se dotikajo našega naslednjega panela oziroma tematika podnebnih sprememb. Prilagajanje je beseda, ki nekako spremlja zavedanje o vplivu podnebnih sprememb na človeka že pravzaprav zelo dolgo in kje, če ne v kmetijstvu in gozdarstvu, se podnebne spremembe čutijo zelo konkretno. V nadaljevanju bomo tako slišali, kje in kako se je naše podnebje že spremenilo, kaj nas čaka v prihodnosti, predvsem pa, kakšne prilagoditve bo nujno uvesti in kdaj. Vedno slišimo zdaj, morda zdaj je že prepozno, pa vendarle. 7 govorcev oziroma 6 referatov pred nami, obravnavali bomo tako globalne kot lokalne politike, upravljanje tveganj v gozdarstvu, podnebna tveganja za pridelavo hrane v Evropi, rabo lesa v luči podnebnih sprememb ter prihodnost kmetijstva v Sloveniji in Italiji. Predlagam, da če bo kakšno vprašanje, na koncu čas za debato, razen pri drugem govorcu, ki se nam bo pridružil nadaljavo iz Bruslja, torej Evropske agencije za okolje. Začeli pa bomo s prilagajanjem na podnebne spremembe v gozdarstvu. Profesor dr. Andrej Ficko je izredni profesor za urejanje gozdov na Biotehniški fakulteti na oddelku za gozdarstvo in obnovljive vire. Kot raziskovalec in vodja je sodeloval pri več evropskih projektih s področja modeliranja razvoja gozdov, optimizacije gospodarjenja z gozdovi ob izjemnih vremenskih dogodkih in razvojnih problemov podeželja. Lepo prosim za vaš prispevek. Hvala. Moja predstavitev bo usmerjena predvsem v vidike, za katere mislim, da so mogoče malo bolj zapostavljeni, ker se vsi bolj ali manj osredotočamo na posledice podnebnih sprememb v smislu učinkov na okolje, manj pa kako bi se prilagajali, kako bi ta tveganja, ki jih sprememba podnebja prinaša, kako bi ta tveganja obvladovali. Ja. Predstavitev bo razmeroma kratka, tako da vas ne bom predolgo moril. Prikazal bom predvsem nekaj načinov, ki so v uporabi, predvsem v tujini, nekaj smo pa tudi na tem področju v Sloveniji že razvijali, možnosti, kako vključiti v načrtovanje gospodarjenja različna tveganja, kako jih zmanjšati, kako obvladovati tveganja. Zdaj verjetno vsi poznate globalno, da večkrat izpostavljamo kmetijstvo in gozdarstvo kot dve panogi, ki sta med glavnimi viri za emisije CO2. Ta graf tukaj, verjetno vsi poznate, na 3. in 4. mestu sta kmetijski sektor in gozdarstvo in raba tal. Na globalni ravni seveda to drži, ker je vzrok takemu grafikonu predvsem deforestacija v državah, ki imajo slabo politiko gospodarjenja ali pa sploh nikakršno. In posledica tega globalnega prizadevanja za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb so različne pobude, predvsem v smislu, kar se gozdarstva tiče, ogljičnega gozdarstva, kjer bi gozd predvsem deloval kot ponor CO2, se pravi, to bi bila glavna vloga gozdarstva. In ta logika nekako prehaja tudi na področje kmetovanja, ogljično kmetovanje oziroma kot je izraz carbon farming, sekvestracija ogljika v kmetijske namene, tudi kmetijske površine se danes precej razumejo kot površine, kjer bi lahko izvajali ponore CO2. No, posledica tega je, da tudi na nacionalnih politikah kar prevladuje ta percepcija, da je gozdarstvo predvsem dober ponor CO2. Zadnja taka pobuda ali pa regulacija, ki prihaja iz EU-ja, recimo na področju gozdarstva,
prinaša nekaj takih novosti, med katerimi niso vsa zelo pozitivna, saj iz mojega stališča, ker lahko nekaterih področjih pomenijo tudi omejevanje sečne, seveda že itak. Ponori CO2 so usmerjeni v to, da bi čim več CO2 fiksirali in je to v nasprotju z sečno, mogoče se bo to pokazalo tudi v nadaljevanju. Potem je za Slovenijo taka zanimiva stvar je agroforestry, mogoče tukaj imamo še malo potencijala, da ne bi videli gozdarstvo samo kot fiksacijo CO2. No, tole pogozdovanje pa mogoče ni tako v Sloveniji zanimivo. In nekako se mi zdi ob teh prizadevanjih to globalno politiko prevesti na nacionalno raven, pozabljamo ta drugi del tukaj, da pravzaprav se moramo bolj odzivati na te probleme, ki se dnevno pojavljajo ali pa letno, se pravi ne na spremembe dolgoročne drevesne sestave, na ponore CO2, ampak predvsem kako bomo obvladovali tveganja zaradi izjemnih vremenskih dogodkov in seveda vse vplive, ki so s tem povezani. Ne gre samo za vplive na gozd, ampak tudi na vplive na poseljenost podeželja, na donosnost in tako naprej. In zdaj jaz bi rad v nadaljevanju prav pokazal en način, pristop, kako bi v upravljanju gozdov v Sloveniji, ki je sicer relativno dobro v primerjavi z nekaterimi državami, uvedli ta princip, kjer bi upravljanje tveganj bil sestavni del načina, kako načrtujemo gospodarjenje z gozdovi in bi različne načine za upravljanje tveganj od najlažjega, najbolj enostavnejšega izogibanja tveganj do deljenja tveganj vključili v različna področja gospodarjenja. No, na kratko vam bom nekaj teh primerov konkretnih pokazal, da boste si predstavljali, kje bi te stvari, na kakšne načine bi lahko to vključili. Če začnemo najnižje, najlažji način je, da se izogibamo tveganju. To je nekako posebej v gozdarstvu zelo pogost način. Gozdarji smo in slovenski in tuji smo relativno nenaklonjeni tveganju. Ena raziskava je pokazala, ki smo jo izvedeli, da so slovenski gozdarji še bolj nenaklonjeni tveganju, še bolj so konzervativni, še bolj previdni. Kar seveda pomeni, da to samo po sebi prinaša manj možnosti, ker se izogibaš tveganim odločitvam, pomeni, da tudi ne sprejemaš odločitev, ki pa bi lahko bile potencialno dobre. Se izogibaš možnostim za nenadejan uspeh. In se bolj ali manj držiš tega kriterija, izbiraš najboljšo odločitev v najslabšem scenariju. Možnosti, ki so tukaj, s katerimi smo se mi ukvarjali na oddelku, so recimo, da bi to malo bolj celostno začeli v načrtovanje uveljavljati in sicer eno posebno programiranje ali pa optimiziranje, ki mu pravimo robustno programiranje, s katerim vi lahko poiščete optimalno rešitev, kjer vse negotovosti opredelite, ampak tista rešitev bo recimo najboljša tudi ob najbolj negotovem scenariju, pri čemer vi sami poveste, kaj je za vas dopustno, koliko ste pripravljeni tvegati, kakšna tveganja sploh vključite. Zdaj, tukaj imamo kar nekaj možnosti še, da to naredimo. Potem lahko mi tveganja zmanjšamo, tako da recimo tveganje vključimo kot eno izmed kriterijalnih spremenljivk, da upoštevamo recimo, ko se odločamo o drevesni sestavi, katere drevesne vrste bomo pospeševali, lahko recimo ne gledamo samo donosnost, pa ni nujno, da je to samo finančni donos, koliko je profit neke vrste, ampak da upoštevamo tudi tveganost tega donosa. In tale drevesna vrsta tukaj ima recimo zelo velik donos, ampak ima tudi veliko tveganje. Če primerjate ti dve drevesni vrsti, vidite, da imata podoben donos, ampak ima tale zgornja manjše, ima večji donos, ima ta podoben donos, tale ima malo večji donos, ampak tveganje je pa enako. Torej bi se odločili v tem primeru za tole drevesno vrsto. In zopet imamo na voljo eno tehniko, kjer mi lahko poiščemo portfelj drevesnih vrst tako, da bo ta donos, če ga izrazimo kot razmerje med donosom pa tveganostjo, najboljši.
Poiščemo neko Pareto fronto. Recimo tole je en primer, se ne bom podrobnosti razlagal, tole bi bilo klasična ekonomska razpršitev, enakomerno med 4 vrste razdeliš, ker ne veš, kjera je boljša, če pa imaš več podatkov, pa lahko recimo izbereš s to metodo tako sestavo, da ima tole največje Sharpovo razmerje. Torej, tale donos bo najboljši v pogledu donosnosti in tveganja. Torej, tolikle bi bila najboljša optimalna drevesna sestava. Zdaj, v tujini, predvsem v Nemčiji, se tega mogoče bolj poslužujejo, pri nas je to razmeroma v začetkih. Potem lahko tveganja sprejemamo in jih ovrednotimo, torej način, kako izračunamo, kakšni so donosi, če imamo recimo različne motnje. Zgornji način, deterministični, kaže, kakšen je pričakovan donos, to je tako, kot recimo zdaj zna vsak izračunati, kakšen bi bil donos, recimo letni donos na hektar v enem gozdu. Potem imamo pa različne načine, kjer na več principov mi vključujemo tveganja, bolj ali manj tvegano, vključujemo simulacije in vidimo, da recimo pri najbolj tveganem scenariju bomo mi še vedno dobili 130 evrov na hektar. Torej, to bo naša garantirana donosnost. In če se odločimo v takem okolju, kjer je zelo veliko motenj pa tveganj, bomo verjetno morali kaj takšnih simulacij izvesti, preden se bomo odločali, kako bomo upravljali z gozdovi. No, če gremo še više po piramidi, kako s tveganji upravljamo, pa lahko mi tveganja prenašamo ali jih delimo. Največkrat na zavarovalnice, se pravi, da mi prenesemo tveganja za to, da se zgodi motnja. V eni izmed raziskav leta 2019 smo ugotovili, da v tujini je kar nekaj takih produktov, za lastnike gozdov v Sloveniji tega ni bilo. Smo pač kontaktirali zavarovalnice in ni bilo nobenega tovrstnega produkta. Poleg tega smo našli še nekaj drugih podobnih mehanizmov, s katerimi si lahko lastniki gozdov mogoče zmanjšajo tveganja, tako da to tveganje prenesejo na druge. Takole bi moj zaključek bi bil, da v praksi mislim, da imamo kar zelo dobro gospodarjenje. Ponosni smo na to našo zgodovino, pogostokrat nas tudi iz tujine obiščejo, recimo Franjo Pahrnik, veleposestnik iz Vuhreda, ki je svojih 600 hektarov gozdov zelo dobro gospodaril in je tudi en izmed začetnikov sonaravnega gospodarjenja, je kar vzor drugje, kljub temu, da so mu to posest po vojni vzeli, je on še vedno do 75. leta zastonj delal tako rekoč na svoje posesti kot inženir gozdarstva, čeprav mu je bila posest odvzeta in je veliko prispeval k temu znanju, ki ga imamo danes. Ampak to ni dovolj, mi rabimo kakšne bolj napredne metode, modele, sisteme za podporo odločanju. Danes gre tehnologija zelo hitro naprej in ni dovolj samo na terenu, da znamo ukrepati, rabimo take modele, predvsem v smislu, da ne bomo pojasnjevali samo, kako podnebne spremembe vplivajo, ampak kako se bomo odzivali, da bomo znali sprejemati odločitve o gospodarjenju. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Mislim, da je bilo ravno minuli konec tedna sprejeto to trajnostno gospodarjenje z gozdovi v UNESCO-vo nesnovno dediščino, torej omenjali ste Pahornikove gozdove. Ja, gozdovi so veliko več kot ponor ogljika. Vprašanja, če so, si jih zapišite, zapomnite za konec. Zdaj pa bomo pa kar nadaljevali z naslednjim govorcem, ki se nam bo pridružil na daljavo. To je dr. Blaž Kurnik z Evropske agencije za okolje, doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, od leta 2010 pa dela na omenjeni agenciji v Kopenhagnu. Med letoma 2010 in 2019 je delal kot strokovnjak na različnih okoljskih tematikah, še posebej tematik podnebnih sprememb, suše, poplave in tako naprej. Je tudi vodja oddelka za prilagajanje na podnebne spremembe. Zdaj upam, da se
dobro slišimo. Lep pozdrav v torej Kopenhagen ali v Bruselj? Danes v Kopenhavnu sem. Upam, da me slišite v redu. Ne, ok, super. Bil sem v Bruslu včeraj in smo dokaj na redni liniji. Jaz bom poskusil deliti mojo predstavitev in mi povejte, če dela, če pa ne dela, pa bomo probali kaj druga najti. Tako. Samo malo. Upam, da vidite predstavitev ali ne. Je predstavitev vidna? Ne vidimo še. Mogoče še enkrat probam. Tako. Še enkrat, to je vedno. Kaj pa sedaj? Zdaj pa je, ja. Ok, super. Nam je uspelo. Hvala za tole predstavitev in hvala za povabilo na tole konferenco. Sem prav vesel, da lahko povem nekaj stvari, s čem se ukvarjamo na okoljski agenciji, Evropski okoljski agenciji. In moja predstavitev se bo, predvsem bom se osredotočil na podnebna tveganja in kmetijstvo in predvsem v primeru pridelave hrane v Evropi. Tako kot ste mi povedali, moje ime je Blaž Kurnik in sem trenutno vodja oddelka za podnebna tveganja in odpornost, ki smo spremenili ime v prejšnjem mesecu. Če grem naprej na naslednji prosojnico in upam, da bo šlo. Mogoče malo trajalo, ja. Evropska komisija je v začetku marca 2024 predstavila tako imenovano komunikacijo o upravljanju z podnebnimi tveganji, ki pač pravi, da so podnebni vplivi že prisotni, tveganja pa se bodo v prihodnjih desetletjih in še naprej nadaljevala, predvsem zaradi inercije podnebnega sistema, tudi če nam uspe zmanjšati emisije in postati globalno nevtralni. Se bo seveda škoda še naprej povečevala. Podnebna odpornost je vprašanje ohranjanja družbenih funkcij, pa tudi konkurenčnosti za gospodarstvo in podjetja in tudi za delovna mesta, kar je nekako v fokusu trenutne oziroma komisije, ki se trenutno sestavlja. Kaj nam pravijo podatki? Globalne podnebne spremembe so že tukaj in 2023 je bilo najtoplejše leto v zgodovini na globalni ravni in zelo verjetno v zadnjih 100.000 letih. Vsak mesec med junijem 2023 in junijem 2024 je podr temperaturni rekord za dani koledarski mesec. Evropa se segreva hitreje kot ostale celine, približno 2-krat hitreje kot ostale celine in podnebna tveganja se hitro naraščajo, ko se približujemo dvigu temperature za 1,5 stopinje glede na predindustrijsko dobo na globalni ravni. Kaj to pomeni za Evropo? Škode zaradi ekstremnih vremenskih podnebnih dogodkov se večajo, predvsem v zadnjih letih. Če pogledamo zadnja 3 leta, imamo podatke do 2023, od 1980 je bilo zabeleženih za okoli 740 milijard evrov izgub zaradi podnebnih in vremenskih dogodkov. V zadnjih 3 letih za okoli 170 milijard in zadnja leta, kot so 2021, 2022 in 2023, so bila
približno ali pa še višja od škode od 50 milijard evrov vsako leto. Najdražji dogodek, ki smo ga zabeležili v zadnjih letih, so bile seveda poplave v zahodni Evropi 2021, predvsem v Belgiji in Nemčiji, škode zaradi njih so bile okoli 40 milijard. Vemo tudi, da lanskoletne poplave v Sloveniji so stale okoli 10 milijard evrov, kar je zelo dosti za eno državo. Kar vidimo na tem grafu je, da se v bistvu škode večajo in samo okoli 20% vseh škod zaradi podnebnih in vremenskih dogodkov v Evropi je zavarovanih. Ostalo gre na škodo javnega ali privatnega sektorja, torej vsi od nas plačujemo za te škode. Dejavniki podnebnih tveganj se v Evropi v vseh regijah pospešujejo. Kot vemo, toplotni vari se daljšajo, vzorci padavin se spreminjajo. Tako imamo v južni Evropi predvsem močne nalive in sušna obdobja, ki se povečujejo. Povišanje morske gladine na obalnih regah in kot smo ugotovili v zadnjem poročilu, ki ga bom potem kasneje malo predstavil v detalje, se regije z večkratnimi podnebnimi tveganji v Evropi so predvsem Južna Evropa, ki vključuje tudi Slovenijo, nizko ležeče obalne regije in pa seveda mogoče manj pomembno za ta dogodek so regije EU izven Evrope. Kaj pomeni za kmetijstvo? To je spet en graf, ki mogoče vključuje več podatkov iz zahodne in srednje Evrope, manj iz vzhodne Evrope, ampak je vzorec približno isti, če vključimo tudi države, ki so na tej sliki obarvane sivo. En indikator, ki smo ga merili, je vrednost kmetijskih zemljišč v prihodnosti. To pomeni, kako se bodo spremembe, kako se bo kmetijska zemljišča cene spreminjale v prihodnosti, predvsem zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so predvsem suše. In vidimo, da se, ko gledamo projekcije v prihodnosti in predvsem do konca stoletja, vidimo, da se zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov in daljših suš, dezertifikacije in tako dalje, bodo kmetijska zemljišča v južni Evropi, pa tudi delih srednje Evrope, se vrednost teh kmetijskih zemljišč močno zmanjšala. V nekaterih primerih tudi na recimo ekstremne številke, kot so nič. To se pravi, da ne bodo vredna veliko. Seveda lahko zaradi malo drugačno sliko kaže severna Evropa, kjer se zaradi dviga temperature nekako so za kmetijstvo različne priložnosti. Ampak to seveda ne vključuje velikih ekstremnih dogodkov, pa tudi kmetijskih praks, ki seveda ne moremo jih kar pretvarjati iz južne na severno Evropo. Ampak to je zelo pomemben graf, ki seveda ima tudi svoje pomanjkljivosti, ampak kaže, da predvsem zaradi ekstremnih dogodkov kmetijska zemljišča v južni Evropi bodo izgubila vrednost. Letos marca smo objavili tako imenovano poročilo o celovitih tveganj, podnebnih tveganj, s katerimi se sooča Evropa. In to poročilo nam seveda pomaga pri nekako upravljanju z politikami, povezani s prilagajanjem in predvsem, kako naj naslednja komisija se tega loti. Je tudi za obveščanje o nadaljnjih politikah EU, predvsem v sektorjih občutljivih na podnebje in kmetijstvo in gozdarstvo sta ena najbolj občutljivih sektorjev. Podpora seveda naložbam, kje se nalagati, kako se nalagati in seveda kakšen naj bo naslednji večletni finančni okvir, da lahko te nekako škode zmanjšamo. Seveda tale poročilo lahko tudi se uporabi kot neka referenca za izvajanje nacionalnih in regionalnih ocen podnebnih tveganj. Poročilo pravi, da je potrebno nujno ukrepanje, da zmanjšamo podnebna tveganja. In
nekako smo 36 različnih tveganj uporabljali v tem poročilu, ki smo jih nekako potem grupirali v različne klastre, v različne skupine, kot so ekosistemi, hrana, zdravje, infrastruktura in ekonomija in finance. In ko gledamo predvsem ekosisteme in hrano, kjer kmetijstvo in gozdarstvo spada, oziroma tveganja, ki so pomembna za kmetijstvo in gozdarstvo, vidimo, da je potrebno nujno ukrepanje sedaj, da bomo zmanjšali tveganja v prihodnosti. Ali pa tudi več nekih akcij je potrebnih, da bomo to zmanjšali. Zato je to potrebno se lotiti čim prej in čim bolj natančno, da bomo lahko zmanjšali ta tveganja. In kot vidite, od 36 tveganj, večina tveganj je obarvanih rdeče in vijoličasto, kar pomeni, da v bistvu večina teh tveganj pomeni nujno ukrepanje. To se pravi, nujno ukrepanje ali pa več ukrepanja sedaj, da bomo zmanjšali za prihodnost oziroma vplive teh tveganj v prihodnosti. Podnebna tveganja tudi prehajajo z enega sektorja na drug. To je zelo pomembno, še posebej, ko gledamo recimo kmetijstvo, gozdarstvo, ki so zelo pomembni sektorji. Podnebna tveganja so določena z podnebnimi nevarnostmi, kot so vročinski valovi, poplave in tudi drugimi dejavniki tveganj, kot so raba zemljišč in kako smo seveda pripravljeni na to. Podnebna in nepodnebna tveganja so enako pomembna, ko v bistvu gledamo, kako se lotimo zmanjševanja teh tveganj. Podnebne spremembe so pogosto množitelj tveganj, ki lahko poslabša obstoječe krize, in kar je pomembno, da kaskadna podnebna tveganja lahko vodijo do sistemskih izzivov, kar lahko vpliva na celotno družbo, pri čemer so najbolj prizadete ranljive družbene skupine. In kot primer, ena taka daljša suša, ki smo jo v Južni Evropi opazovali v zadnjih letih, predvsem v Španiji, Portugalski, pa Južni Franciji, lahko privede do pomanjkanja vode, seveda obsežnih izgub pridelkov, gozdnih požarov, slabe kakovosti zraka in potem kaskadira v motnje v energetskem in transportnem sistemih in infrastrukturi ter na koncu tudi grožnji finančnim trgom in stabilnosti posamezne regije ali pa države. Tako je zelo pomembno, da vemo, kako lahko ta tveganja nekako se premikajo z enega sistema v drugega. Kot vidimo na tem grafu, tukaj je voda in ekosistemi v centru. To pomeni, vsa tveganja se nekako premikajo prek ekosistemov in vode in potem seveda lahko vplivajo na varnost hrane, lahko vplivajo na kakovost hrane, potem lahko vplivajo seveda na infrastrukturo, na zdravje ljudi in na koncu, kot sem že povedal, na ekonomijo. Če gledamo na hrano, kar sem se osredotočil v tej prezentaciji, nekako kmetijstva posebej nismo nekako obravnavani, ampak smo v bistvu vključili kmetijstvo v tako imenovano klaster hrane in smo vsak od tega tveganja nekako obravnavali, da vidimo, kje smo. In tveganja, ki so pomembne za varnost in pridelavo hrane, so nekako opisana v tej tabeli in tudi različne, recimo, dimenzije v tej tabeli pomenijo različne recimo karakteristike teh tveganj. In nekako, če gledamo na proizvodnjo v kmetijstvu, kot tako imenovan crop production, vidimo, da so tveganja največja za proizvodnjo rastlin in rastlinsko pridelavo, predvsem v Južni Evropi, ker je potrebno, da začnemo reagirati nujno sedaj, da lahko zmanjšamo tveganja v prihodnosti. Seveda so tudi tveganja, kot so varnost prehrane oziroma prehranske verige, ki nekako vplivajo podnebni vplivi izven Evrope, pa potem seveda
varnost hrane zaradi dvige cen hrane, ki je lahko seveda prizadane nekako najbolj ranljive skupine. Če se recimo osredotočamo na vse te štiri, vidimo, da je potrebno, da reagiramo hitro ali pa več v tem trenutku, da lahko zmanjšamo tveganja. In če se gledamo za pridelavo, kmetijsko pridelavo v Južni Evropi, vidimo, da je tako imenovani risk severity ali pa recimo velikost teh tveganj že zdaj na dokaj kritični ravni in ta kritična ravna bo seveda prehajala v neko raven katastrofe proti koncu stoletja, še posebej, če pristanemo v tako imenovani scenariju, ki ima više emisije. Ne? Če gledamo na politike, vidimo, da večina politik v Evropi, na evropski ravni, ni pripravljena, oziroma neka srednja pripravljenost politik, da se lahko s temi tveganji ubada. Tako smo jih dali na tale medium level, ne? To se pravi bolj na spodnji strani sredine, kot na zgornji strani. Tale horizont oziroma neka policy horizon, kar pomeni, kdaj se moramo osredotočiti, da lahko nekako vidimo, kdaj v prihodnosti, to se pravi investicije sedaj, kdaj bojo prinesle nekakšne recimo pozitivne recimo spremembe. Vidimo, da je v kmetijstvu seveda tale horizont dokaj kratek, kajti kmetijstvo je seveda bolj se osredotoča na letne pridelave oziroma nekajletne, ne toliko na večletne, kar je v gozdarstvu mogoče malo drugače. In lastniki teh tveganj, ki smo jih tudi osredotočali se v tem poročilu, so seveda predvsem neka kombinacija držav članic in Evropske unije. Vemo, da so pač ta tveganja dokaj tale confidence level, to pomeni, da kako so to zastopane, informacije za to, vemo, da so smo dokaj sigurni, da se bo to dogajalo, zato je večina teh plusov tukaj tudi na nekako vsaj več kot eden. Če grem zdaj nekako v zaključke, mogoče bi samo povedal, da spreminjanje podnebja predstavlja več tveganj za proizvodnjo hrane in varnost hrane v Evropi. Ključne nevarnosti za proizvodnjo hrane vključujejo predvsem zmanjšanje razpoložljivosti vode, kot sem prej povedal, da bo voda nekako v centru pri teh kaskadah, vročinski stres, ekstremni meteorološki dogodki, kot so pozebe in deževje, škodljivci in bolezni in seveda poslabšanje kopenskih, morskih in sladkovodnih ekosistemov, ki potem seveda vplivajo na kmetijstvo. Proizvodnja pridelkov se že sooča s pomembnimi podnebnimi tveganji v celotni Evropi in kritična tveganja so že vidna v Južni Evropi, predvsem ko zabeležimo dolgotrajne suše in vročinske valove. Hrana, ki je intenzivno pridelana in je intenzivno odvisna od vode, lahko seveda je še posebej ranljiva na podnebne spremembe, pa tudi recimo tisti deli kmetijstva, ki se zanašajo na uvoženo krmo, so lahko tudi ranljivi na podnebne spremembe, ki se nekako dogajajo izven Evrope in na katere imamo še manj vpliva. Podnebne spremembe vplivajo na varnost hrane in prehrane v Evropi z vplivi podnebnih sprememb na produkcijo hrane in krme znotraj Evrope in tudi izven nje. In tako tudi socialno-ekonomskimi gonilniki. Družbeno odrinjene skupine se srečujejo z večjimi tveganji, zato se moramo tudi osredotočiti na tiste skupine v družbi, ki so bolj odrinjene. Če hočete več, še malo reklame, poročilo je na voljo na naših spletnih straneh, tudi del poročila je v slovenskem jeziku in vam vabim, da greste na spletno stran in si pogledate mogoče malo več, ko sem sedaj predstavljal. In tudi z moje strani najlepša hvala za tole predstavitev. Hvala lepa, dr. Blaž Kurnik. Zdaj, ker ste še morda z nami, pa imamo čisto malo časa, vendarle dajem na voljo za
kakšno vprašanje iz publike, če se je vmes porodilo, dokler vas še imamo. Ja, tamle je ena roka, pa bi prosil kar, da počakate na mikrofon. Tamle, gospod. Tale, ki je pripovedoval, je nalagal stvar samo na eno stran vage. Druga stran vage so pa mediji, ki živijo tega. Če ni nobene stvari, je pa to rezervna tema in to oni gonja noč in dan. Ne, tako. Potem Šarc ne bi prišel v Bruselj, če ne bi bilo povodni. Mogoče čisto kratko vprašanje z moje strani. Rekli ste večkrat nujno ukrepanje, to velikokrat slišimo. Nujno ukrepanje, južni del Evrope. Ali se vse te znanstvene strokovne ugotovitve prelijejo v prakso? Kako hitro, kje? Torej pričakovali bi, da na jugu Evrope že potekajo intenzivne spremembe, ukrepanje. Imate kakšen vpogled v to? Ja, v bistvu seveda na evropski ravni se politike za prilagajanje začnejo nekako hitreje, ja, nekako več politik se bo začelo oziroma se je že začelo nekako pripravljati, da se osredotočajo na prilagajanje. Kajti v naslednjih desetletjih, kot sem že rekel, je to edina možnost, ki jo imamo. Potem v Južni Evropi, pa tudi ostale države članice nekako imajo vse nekakšne strategije pripravljene za prilagajanje. Nekatere države članice mogoče imajo že nekaj planov narejenih, kako to prenesti v prakso. In seveda v centralni pa severni Evropi so ti plani mogoče bolj primerni oziroma bolj dodelani, na Južni Evropi pa mogoče še malo manj. Ampak ko gledamo na lokalni nivo, pa se že kar nekaj stvari dogaja. To pomeni, da imamo nekakšne dobre prakse izpeljane, ki se nekako prelivajo v družbo. Ampak seveda včasih, kaj pač opažamo v Evropi, da je vse, kar se dogaja, nekakšna reakcija. Imamo ekstremni dogodek, imamo poplave, imamo suše, velike škode in potem začnemo nekaj delati na tem. Tale neke proaktivnosti za prilagajanje pa še nekako ni vidne čez celotno Evropo, še posebej pa v Južni Evropi. Torej, na srednji, dolgi rok ni nekih konkretnih očitno še ukrepov. Hvala lepa, dr. Blaž Kurnik, za tole sodelovanje nadaljavo. Vas lepo pozdravljamo v dansko prestolnico. Vse dobro in srečno. Mi bomo pa nadaljevali tule v naši sobi in sicer gremo kar k naslednjemu govorniku, dr. Miha Humar z Biotehniške fakultete v Ljubljani, je med nami redni profesor na področju patologije in zaščite lesa, bil je tudi dekan in prodekan, tudi soavtor 2 mednarodnih patentov v letu 2023, se pravi lani je bil izvoljen za izrednega člana SAZU. Predstavil nam bo rabo lesa v luči podnebnih sprememb. Je les material prihodnosti tudi v podnebnih spremembah? Hvala lepa za predstavitev. Ja, kot vidite, s kolegom Andrejem, ki je bil na začetku prihajal iz iste fakultete, oba sva pridno uporabljala nov template, ki so oba vesela, da so ga končno na naši fakulteti izdelali. Torej, govoril bom o lesu, kje uporabljamo les in kako pridemo do lesa. Bojo zrihtali. Torej, zdaj v bistvu sama raba lesa in same podnebne spremembe na gozdno-lesno verigo vplivajo na več nivojih, na več spremembah. Podnebne spremembe so pa brez skrbno že tukaj pri nas, odraža se to na več področjih. Jaz sem to pokazal samo na nekaj primerih gozdno-lesne verige, teh primerov je pa še več. Mi se z njimi vsakodnevno srečujemo pri obiskih hiš, pri ljudeh, ki imajo težave. In nenazadnje smo se že tudi v Sloveniji lani
prvič srečali tudi s podnebnimi begunci, ljudje, ki so mogli svojih domov zaradi podnebnih sprememb pobegati. Tudi jaz prihajam iz vasi, ki je bila poplavljena s Komende, 80% vasi je bilo pod vodo, jaz na srečo sem bil na 20 cm visokem otoku, tako da sem bil suh, ampak kolegi, družine, prijatelji so bili pa pod vodo. Zdaj, govoril bom o večjih nivojih samih vpliva podnebnih sprememb, govoril bom o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na gozdno sestavo, ki je že tukaj. Torej, slovenska lesna industrija danes temelji na lesu iglovcev, smreki, jelki, macesnu. Z macesnom imamo danes že izzive. Rusija se je zaprla, embarge smo uvedli proti Rusiji, kar enkrat je zmanjkalo macesna na trgu. To je čist političen razlog. Nenazadnje, vpliv podnebnih sprememb na gozdno sestavo se nam danes že kaže. Torej, spremembe se že dogajajo, ves čas, počasi pa počasi. In če ne bomo vplivali, če ne bomo ukrepali, nam v gozdu lahko prevladajo drevesne vrste, ki bodo tehnološko bistveno manj zanimive, dosegle bodo nižjo ceno in bodo manj zanimive z vidika slovenske lesne industrije. Ena od lesnih vrst, za katero mi menimo, da ima relativno velik potencial, je bila lesna vrsta, ki jo je nakazal že kolega Andrej, je Douglazija. Douglazija, jaz te pravim, da je Douglazija rešitev za vse. Ni ena rešitev za vse, ampak je pa ena od možnih rešitev za vse. Z Douglazijo imamo v Sloveniji že nekaj izkušenj. Douglazija uspeva na Celjskem, uspeva na, če se peljete od Ravbar komande proti Ljubljani, jo vidite na desni strani lepa drevesa. Nas je pa zanimalo, kakšne so lastnosti tega lesa. A bi ta les lahko tehnološko vstopil v industrijo in nadomestil recimo smreko, macesen, kaj se tega tiče. Drevesa so super lepa. Mi smo mogli zbirati tam majhne, zato da smo jih sploh lahko sprocesirali, da smo jih sploh lahko domov pripeljali, da smo jih sploh lahko razžagali z našo tehnologijo. Zdaj tako, za Douglazija, ki raste v Ameriki in tista, ki raste pri nas, ima z vidika naravne odpornosti drugačne lastnosti. Nas je pa zanimalo, kakšne ima te lastnosti, ki je bila pač pri nas. Zato smo zdaj Douglazijo z dveh vrstišč razžagali, zanalizirali z vsemi različnimi metodami, da smo poskušali določiti, mi temu pravimo, relativno življenjsko dobo. Zanima nas je številka, ki je zelo preprosta. Če ima smreka življenjska doba v našem okolju vrednost 1, kar pomeni, da zdrži, recimo, da propade po 4 do 5 letih, Douglazija v naših podnebnih paspasu zdrži 5-krat do 6-krat dlje. In če to primerjamo z lesom macesna, les macesna ima faktorja 4, 3 do 4, torej ta Douglazija, ki raste pri nas, ima relativno solidne mehanske lastnosti, solidno naravno odpornost in bi lahko v določeni meri nadomestila obstoječe lesne vrste. Drug vidik, s katerim se soočamo, je povezan pa z dinamiko razkroja. Na nas se je obrnila občina Bovec z vprašanjem. Imamo težavo z lesenimi strehami v Trenti. Gre za lastnike deprivilegiranih, torej ljudi, ki so ekonomsko šibki. Mi jim prodajamo dražje strehe, ki zdržijo manj. Kako na to vplivati? Obstaja cel kup teorije. Ampak, ko smo mi skušali nekako vrednotiti, kaj bi pripeljalo do tega, da ima ta les drugačen, da do strehe, ki trež propadajo, smo si pomagali z enim klimatskim indeksom. Reče se mu Schaefferjev klimatski indeks. Začuno ga je Schaeffer v Ameriki, ki označuje, kakšna je ogroženost klime v posamičnem kraju. Pogledali smo meteorološke podatke na Arsu, ki so javno dostopni za tiste postaje, ki imajo dovolj dolgo časovno vrsto in začunali vrednosti. V vseh krajih, z izjemo Kopra oziroma Portoroža, so se razmere za razkroj povečale. Torej, kar pomeni, če je smrekov les, če je moj oče naredil smrekovo klopco in jo je postavil na vrt, je takrat zdržala 6 do 7 let, danes pa zdrži 3 do 4. Pač je bilo vse isto. Vse skupaj gre najhitrejše. Najhitrejše spremembe so pa v alpskih dolinah. Trenta, Kranjska gora, Bohinj. Zime so bolj mile, manj snega, več dežja in je to pričakovati. In če to zdaj mi cepimo, še na to, da so se lastnosti lesa spremenile, ki danes raste. Les, ki zraste danes, ni enak lesu, ki je zrastel pred 40 leti. Ne bi se spuščal v detajle, ampak imamo več meritvenih dokazov za to. In kad to cepimo eno na drugo, prijemo do tega, da v bistvu včasih rečejo, včasih so znali, včasih so vedeli, kako sekati. Ne, stvari so se res spremenile. Danes so se že spremenile.
Kako smo se mi lotili? V Trenti smo postavili na Golobarski žičnici, zato ker če pride z ljubljansko tablico v Trento, to je tako, to je ljudje delate živčni, a ne? Zato je treba boljš pokazati, a ne, z dejanji, s primeri, ne pa govoriti. A ne? Zato smo pokrili Golobarsko žičnico, to je na vhodu v Trento ali pa na izhodu, kakorkoli gledamo. Smo streho pokrili strešniki različnih dizajnov. Sem rekel, les posebej termično modificiran, obdelan z voskom, različni profili, da vidijo, kako se material obnaša. Seveda smo mi to opremili vse še senzori, da to merimo. To so podatki, ki so tako bolj za nas zanimivi. In ljudje lahko vidijo, ne da jim jaz povem, vidijo, kaj boš. Seveda smo skušali te stvari demonstrirati tudi na drugih lokacijah. Na več krajih po Sloveniji smo postavili tudi, mi rečemo temu, modelne klopi, ker isto prikazujemo različne rešitve, od Velike planine, morja, tudi v Jamlah, pri Dobrdobskem jezeru. Tam je skoraj propadla zaradi požara, v Biljah, Pesenca, več lokačij, da ljudje lahko se usedejo, vidijo, opazujejo, spremljajo. To se nam zdi zelo pomembno, ker besede bistveno več potegnejo kot sicer. Je pa dejstvo, da podnebne spremembe so se že spremenile, ker smo pa zračunati šli potem tudi na podlagi prognoz, kaj se bo zgodilo. Se bo situacija po vseh trendih še poslabšala, bo še napredovala, torej v bistvu, kar se tega tiče. In eden od večjih izzivov, ki nas pa čaka, pa je, da se bodo pojavili tudi novi škodljivci. To je hiše Slovenije. Termiti. Marsikdo ne ve, da so termiti pri nas prisotni. Ampak na Primorskem zdaj se rešujemo prve hiše, ki jih napadajo termiti. Okno se posede za 10 centimetrov. Torej, morate si predstaviti, to se zgodi v enem letu. Zakaj? Je zelo kompleksno vprašanje, se ne bi to spuščal. In ko smo pogledali zopet po modelih, kje se bodo v prihodnje pojavili termiti, je v bistvu pričakovati, da bo, mi pravimo, da bo napad prišel iz vzhoda, preko Brežic, Novega mesta, do recimo Prvih hribov. Zime pri nas so že skoraj dovolj topli v večjem delu, da bodo preživeli. Potem pa mi pravimo, da rabimo samo enega čudaka, kot so bili na primer v Angliji, ki so si jih privlekli stegalci za palme. Angleži so hodili na dopust in so palme vlekli domov na prikolcah in so si s palmami privlekli še termite. Rabiš enega, mi na rekovajih pravimo čudaka in smo tam. In egoistično za nas super, ogromno delo, ogromno projektov, ampak za družbeno pa katastrofa. Tako da zato opozarjamo, da je treba skrbeti za to. Marsikdo potem pravi, da v luči prihajajočih ekstremnih dogodkov v bistvu potem je vprašanje, ali lesna gradnja sploh primerna ali ni. Ampak mi v zadnjem obdobju, zdaj, ko so bile poplave, smo obiskali s kolegom okrog 100 hiš lesenih. Lesene hiše, ne glede na to, je bilo še bistveno lažje sanirati, kot pa s ceglo vzidano hišo. Seveda je ogromno dela, je stroškov, ampak ljudje so bili po 2-3 mesecih saniranih. Moja bivša sodelavka, ki živi v Komendi, še zdaj niso do konca rešili v ceglasti hiši, kako je. Edina hiša, ki se obne še boljše, je plehnata, v kateri je bistveno težje živeti, pa betonska, strogo betonska, jeklobeton. Vprašanje, če želimo v tem živeti. Moje mnenje pa je, da z orodji, ki jih imamo, torej neke poti so nas pripeljale do katastrofe, v kateri smo. In zdaj z istimi orodji, ki jih imamo, z istimi napakami, če ne bomo spremenili nekega določenega tipa obnašanja, stvari ne bomo rešili. In zdaj lesna gradnja, kljub temu, da je enostavno sanira, bolj je potresno odporna, cel kup prednosti ima, poleg tega pa ne povzroča tolikšnih količin emisij, kot jih povzroča klasično grajena. Naredili smo analize za lesene vrtce, naprimer lesen vrtac, čebelica zgrajen čisto v kraju, ima samo za 20% emisij v času gradnje, kot pa jih ima klasično grajen vrtac. In zato pač naše mnenje je, da pri prihodnjih načrtovanjih javnih politik je treba tudi to upoštevati. To ne bo zamisel. Seveda na koncu se moram pa zahvaliti vsem vam, ki ste tukaj počakali za vabilo in pa seveda vsem sofinancerjem, ki so številne raziskave financirali v preteklosti. Hvala lepa, morda res ostanete tukaj le še
vprašanja. Les torej je material prihodnosti, ampak Douglazija. Če bi odgovoril z Douglas Adamsa, bi odgovoril 42 rešitev, ne? Ni ene rešitve, ne? Ni 1-0, ne? Mislim, da vsi danes vemo, kljub vsemu, da radi, da živimo v nekem bipolarnem svetu. Mi zagovarjamo, torej ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. V preteklosti so pred nas leti, ker so mislili, da je smreka, rešitev so forsirali smreko, ne? Zdaj, ni ena rešitev, je več, ampak Douglazija je ena od ceglov v tej rešitvi. Zdaj, mogoče tukaj samo komentar. Mi se moramo nekaj zavedati, da smreka ni bila nikoli forsirana kot rešitev, ampak je bila forsirana zaradi gradnje, ker je do uporabe lesa in pa ekonomskega donosa. In to moramo vedeti. In to je ta bistvena razlika. Moramo se zavedati, da še 20 let nazaj je na Koroškem kmet, če si je razlagal o tem, da bi Marko prestrila njegov gost, da je nekam poslal. Zdaj se pa situacija že spremenila. Seveda, ker zgubljajo v bistvu celotne kmetije poslov. Ja, katastrofa, ki ima, to, kar je gospod povedal, nas se dogaja, termite je na konc, mi imamo pa že marske v gozdove, tudi je kar katastrofa. Termiti pridejo, tako kot kubice, tako mislim, enkrat bojo prišli, ali pa kuhuri, enkrat pridejo. Pa res presenečen, da jih že imamo, to ne bom presenečen, to je res tako. Prvi resti uklepani termitov so bili poročni po drugi svetovni vojni, ker je italijansko prebivalstvo zapustilo primorska mesta, ki so bila zapuščena. To je bil takrat prvi znak, tako resne težave. Potem so se ljudje naučili s tem živeti do neke meje, ampak zdaj pa, torej, če greš v gost, tisti kraj, če si večko pozoren, pogledaš suho vejo, žgeš po drugem deblu, zlomaš termit. Se ni te treba truditi se da ga najdeš. Če veš, kaj gledaš. Zanimivo. Na Koroškem pa še. 150. Na dolgi rok smo vsi mrtvi. Dobro, hvala lepa za tale zaključek. Gremo zdaj naprej. Slišali smo, kako je v lesarstvu, slišali smo, kako je s podnebnimi spremembami v Evropi, zdaj se bomo pa še preselili seveda k nam v Slovenijo. Doktorica Andreja Sušnik je naslednja govorka z Agencije za okolje. Leta 1990 diplomirala tudi na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete, magisterij leta 2006 pri doktorici Lučki Kajfež Bogataj in 2009 na isti fakulteti doktorski študij. V svojem delu se osredotoča na razvoj agrometeoroloških storitev za podporo kmetijskemu sektorju, je tudi članica različnih medresorskih skupin, komisij, aktivno sodeluje v mednarodnih projektih, torej kako bodo spremembe preoblikovale prihodnost tu pri nas. Izvolite. Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Kot rečeno, prihajam z Agencije za okolje in seveda vse, kar je povezano z vremenom, podnebjem in kakšno bo naše podnebje oziroma vreme v prihodnosti, seveda je naša osnovna dejavnost. Zdaj, mogoče prva stvar, ki bi jo želela na začetku povedati, da še vedno v javnosti, ne glede na to, da se precej v našem diskurzu uporablja vreme in podnebne spremembe, terminologijo podnebja, je treba še enkrat mogoče poudariti, da vreme ni podnebje. Podnebje je neko povprečje vremena v daljšem časovnem obdobju in pogosto krat tudi še vedno danes vidimo, da ljudje to mešajo. Zdaj pa, kaj se dogaja v našem slovenskem prostoru? Slišali smo Blaža, kakšne so neki signali dogajanja podnebja v evropskem prostoru, no in mi po evropski tej klasifikaciji pažemo v južno Evropo, pa vendar jaz mislim, da zdaj tudi že tisti podnebni skeptiki nekako lahko se strinjajo s tem, da tale grafa, ki ga vidite skrajno desno zgoraj, vsi ti rdeči štrcelči kažejo vsa leta po letu 1990, ko je bila povprečna letna temperatura v Sloveniji višja od dolgoletnega povprečja in ta trend že vključno z lanskim letom kaže značilen trend. Od leta 90 seveda izrazit dvig temperature in samo nekaj let je bilo, da so šli te štrcli navzdol, večinoma pa smo v tem rdečem segmentu grafa. Seveda dvig temperature je očiten, seveda pa pri padavinah, ki so seveda tudi del atmosferske cirkulacije oziroma podnebne karakteristike, tam je seveda pa ta spremenljivost veliko večja.
In to je za modeliranje prihodnosti, ne? Seveda nimamo magične krogle, ki bi pogledali, kakšno bo naše podnebje v prihodnosti, padavine so še zato toliko bolj elementarno pomembne, a ne, za vodni cikl, in tudi težave, ki jih v slovenskem prostoru sprožajo, tako suše kot poplave, vsi ti ekstremi. Vendar nekaj pa je značilno, ne, poleti je statistično značilno upadanje. To se pravi, ko govorimo o kmetijskem sektorju oziroma kmetijstvu, vsi vemo, da na naših polju v poletnem času brez padavin ne bo šlo. Če ne bo padavin, bo treba vodo dostavljati na naša polja na drugačen način. Seveda ostale sezone pa imajo neko netipično značilnost, statistično značilnost, ne. Seveda pa je opazen dvig padavin po zimi, ne, kar pa tudi potem se reflektira v raznih težavah s poplavami ali pretirana namočenost polj. No in če nadaljujem, seveda, kaj prihaja s tem toplejšim podnebjem. Spremembe temperature so jasne, ne. Trend je naprimer v pomladnem času najmanj značilen. To je že letošnja pomlad vključena, ki je sicer bila v Evropi ena najtoplejših, odkar obstajajo meritve, ne. Tudi v Sloveniji je bila topla. Pa vendar, ko govorimo o nekem vegetacijskem ciklusu, mogoče ti rekordi niso tako pomembni. Važno je, katero rastlino opazujemo in kakšna je pa sezona, v kateri določeno rastlino gojimo. No, pa vendar je treba, ko že govorimo o rekordih, ki so bolj, ko ste omenjali mediji, bolj popularne zadeve, ne, je treba omeniti, ne, da pa je največji trend pa poleti, ne. In letos je bilo v Evropi najbolj vroče poletje na severni polobli v zgodovini meritev, kar jih imamo, ne. In seveda se je temu pridružila tudi Slovenija. Verjetno je bilo marsikomu vroče, čeprav smo zdaj po tej ohladitvi že malo pozabili. In največji trend je poleti okrog 0,7 stopinje na desetletje. In seveda, kar nas pa še bolj skrbi kot sama poprečni dvig temperature, so pa vročinski ekstremi, ne. Vsako poletje imamo več vročinskih valov in s tem seveda težave ne samo pri ekosistemih, ampak seveda tudi pri življenju nasploh. No in zdaj, če rečemo, kaj nas pa čaka, ne, tukaj ne bom šla v razlago metodologije, kako simuliramo podnebje v prihodnosti, ampak pogosto boste verjetno, sploh tisti, ki modelirate vaše sisteme v prihodnosti, boste slišali 3 vrste scenarijev. Eden je optimističen, en je zmerno optimističen, eden je pesimističen. Zakaj to govorimo? Zaradi tega, ker ga ni junaka, ki bi vedel, kako se bo družba, gospodarstvo in celotna naša človeška dejavnost nekako uspela prilagoditi oziroma kakšna bo tudi mitigacija toplogrednih plinov, ne. Tukaj sicer so zaveze na političnem nivoju velikokrat zelo obetujoče, ampak realnost je pa kljub vsemu malo drugačna. Zdaj, kar kaže za Slovenijo, no, te grafiki tukaj, vsi ti grafiki, ki kažejo trend navzgor, nekaj je zagotovo. Slovenijo sigurno čaka višja temperatura. Temperatura bo po vseh scenarijih, ki jih uporabljamo, naraščala. Do konca stoletja lahko pričakujemo v tej optimistični ali pa bolj pesimistični obliki od 1 do 6 stopinj Celzija višjo temperaturo, ne. Kar pomeni, da taka poletja oziroma taka mogoče izhodišča, ki smo jih že doživeli v praksi nekaj let nazaj, dejansko to prihaja v neko vsakodnevno prakso. Kar je pa mogoče še v zvezi s temperaturo smiselno omeniti, pa je, kot sem že rekla, več bo vročinskih valov. In ne samo, da bodo pogostejši, ampak ti bodo tudi daljši, ne, kar je pa za prilagoditev organizmov še toliko večja zadeva. Sem sama bolj na gorenjski strani, pa nismo razmišljali, da bomo rabili v stari hiši klimatske naprave, ne. Zdaj pa že se spogledujemo s tem, da mogoče bo treba v hiše dati kljub samo klimatske naprave. No in seveda, da ne govorim samo o človeku, kmetovalcu, ne, pomembno je reči, da imamo v Sloveniji živinoreja precej razširjene dejavnosti in seveda večja bo toplotna obremenitev tudi za živino na naših poljih in pašnikih. Pa seveda, naprimer, če sam pogledamo tukaj iz Črnomlja, letošnje leto smo imeli več kot 50 vročih dni. Vroči dnevi so temperatura, ko je maksimalna temperatura na 30 stopinj Celzija. In seveda, to je tudi zdaj značilno za območja, kjer to v preteklosti ni bila praksa. Včasih je bila to mogoče Primorska, zdaj se pa tudi na Gorenjskem, v srednji Sloveniji se soočamo z višjimi temperaturami. In mogoče še tudi pri nas na agenciji lahko opazujete, ne, imamo tudi opozorila, ne, kdaj je naprimer tudi živinoreja oziroma kdaj so pač predvsem govedoreja pod vročinskim stresom, ne, tako da vas vljudno vabim, da mogoče tudi opazujete, kako gre ta temperaturno-vlažnostni indeks, glede na to, če je treba zaščititi pač govedo
mu dostaviti hrano oziroma ga pokriti z nekim šelterjem, da nismo pod vplivom vročine. No in zdaj, kako se še manifestira ta sprememba temperature, pa smo imeli tukaj zelo veliko debate v gozdu, seveda, toplejše spomladi sprožajo zgodnejši spomladanski razvoj. To smo sicer veseli, ker imamo zgodnejše spomladi, ampak tudi scenariji za bodoče kažejo, da se bo spomladanski razvoj lahko tudi do 3 tedne ali celo mesec dni prej pojavljal, kot se je v preteklosti. To mogoče gozdarji tukaj lahko potrdijo ali pa zanikajo, pa vendar tukaj imamo neke endemite, buko, divji kosta in lipa, ki imamo pač na naši agenciji tudi podatke o razvoju v daljšem časovnem obdobju in temu verjetno opažamo te zgodne pomlade, ki pa seveda prinašajo na določeno nevarnost. Kljub temu živimo v alpskem prostoru. Pozeb oziroma nizkih temperatur v spomladanskem času se ne bomo tako zlahka znebili. In dejansko smo vse skozi v neki tekmi med nizkimi temperaturami pa zgodnim cvetenjem in seveda kaj to prinese? Večjo tveganje za pozebo. V sektorju kmetijstva imamo precej tudi trajnih nasadov, sadjarstvo, vinogradništvo ali pa zgodnje zelenjadarstvo, ki se tudi pojavlja kot neka paradigma v Sloveniji, vendar treba je računati tudi na to. Zadnja raziskava, ko smo jo ravno končali pred 14 dnevi, je, tukaj sem izbrala češnjo, po scenariju ob dvigu 4,5 ali pa 8,5 se nam lahko zgodi, da bo 10-krat večja verjetnost pozebe v spomladanskem času, predvsem za zgodnje koščičarje. Kar je seveda alarm, da bo verjetno treba razmišljati o neki zaščiti, ki sicer se že uveljavlja v praksi, pa vendar se mi zdi, da še premalo ali pa iskati mogoče odpornejše sorte, verjetno gre pa tudi znanost v to smer. No in seveda, da ne rečemo, da je to izjema, da je to samo pogled v prihodnost. Tudi letošnje leto je bilo tako, da smo imeli zgodno spomlad, pa tudi pozebo v aprilskih jutrih in imamo že pobudo na naših mizah. Ministrstvo za kmetijstvo je že dalo pobudo za ocenjevanje škode zaradi posledic pozebe v letošnjem letu. No, mogoče, da se sam še podkrepim to, kar se govori, seveda dinamika našega življenja nasploh se bo spremenila tudi s tem prihodom novih invazivnih vrst, ki jih je na našem območju tudi precejšnje število in seveda obnašanje na organizem se bo seveda spremenilo. Predvsem toploljubnih, ko so bili že omenjeni, smrekov lubadar, zdajle nam vztrajno čez okenske okvirje vdirajo marmorirane smrdljivke, pa še bi lahko naštevala, se je to pravzaprav več ali manj tudi že vsi poznate in seveda teh škodljivih insektov bo več in kot je v članku Delo bilo napisano, bolj lačne bodo. No in mogoče, če gremo še na te, kako so pa padavine, kaj nas najbolj skrbi v prihodnosti, so seveda ekstremni vremenski dogodki, o katerih je bilo že nekaj govora. Poleti bo manj dežja, to je zagotovo, bodo pa prišle v krajših obdobjih in intenzivnejših nalivih. Zima je bila pa tudi že omenjena, manj je snežnih padavin, pa ne samo zaradi alpske regije in smučanja, ki pač ne bo prineslo snega v naše nizko ležeče smučišča, ampak bo moteno prizelovanje trajnih nasadov oziroma tudi poljščin, kar sigurno ni nekaj, kar bi nas veselilo. Druga stvar pa je, s snegom, mi smo alpska država in ogromen vlage za spomladansko vegetacijo pride tudi preko prenosa vode iz snežnih padavin. Tudi tega bo bistveno manj. No in tukaj so te scenariji, pa ne bi šla zdaj v detajle, vse več teh informacij lahko dobite na naših spletnih straneh. No in tukaj še dva ekstrema, o suši in poplavah smo že bili govorili. Seveda spremembe padavinskega režima zelo močno vplivajo na izhlapevanje. Včasih smo govorili, da iz kvadratnega metra travnate površine izhlapi tam nekje 3 do 4 litrov vode na dan. Danes se govorimo o 7 litrih vode na dan, kar je bilo včasih neka značilnost bolj za ridne konce, kar pomeni, da dejansko zvišanje temperature povzroča hitre suše. In tudi, če imamo mi dobro zalogo spomladi ali pa poleti, nam visoko izhlapevanje z višjimi temperaturami zelo hitro to vodo poliže. In kaj je še značilno suš? Ne samo poleti, suše imamo v vseh letnih časih. To se pravi, imamo zelene zime, imamo spomladanske in jesenske suše, kar še večjo težavo sproža kmetovalcem, kako se te zadeve lotiti in kako se prilagoditi.
Potem pa na drugi strani pa močo, mislim, da 2023 poplave so dosti pokazale, kako ranljivi smo na tem segmentu, kar se poplavnega tveganja tiče. Pa še ena stvar je zraven. Ogromno naših kmetijskih zemljišč oziroma rečemo pridelovanja je tudi v rečemo območjih z omejenimi pogoji kmetovanja in tam je seveda erozija, plazenje, ki smo ga bili soočeni tudi zdaj v preteklih tednih, ali pa hudourniške poplave, to še dodatno vpliva na oteženost pridelovanja. Kakšne so pa poškodbe na rastlinah, pa mislim, da mi ni treba posebej poudarjati, naprimer zdaj je spet težava z motenimi poljskimi deli zaradi pretirane namočenosti marsikje. No in da ostanem še pri evrih, tukaj je samo en izpis o naravnih nesrečah v kmetijstvu od leta 2003 pa do lanskega poplave, seveda mi se ne moramo primerjati z velikimi državi, ampak vse tele oranžne in modre pikce kažejo, da skoraj vsako leto smo soočeni z neko težavo. Ali je to suša, ali je to poplava, interventni zakoni, neke subvencije strani države, pa vendar verjetno bo adaptacija šla v smer, da se bo vsak privatnik oziroma tudi vsak kmet mogel odločati, kakšno je njegovo tveganje in kakšna je računica za preživetje na kmetijo. In po drugi strani pa seveda neke politike, na katere pa vidimo, da včasih mogoče počasi reagirajo na dogajanje, ki se pa očitno zelo hitro vrtijo. No in s tem, če zaključim moje predavanje, zdaj kje vidim, kaj potrebujemo za prilagajanje, to je verjetno vprašanje, ki vsi iščemo odgovor nanj. Vsekakor skrbna trajnostna raba zemljišč pa naravnih virov na splošno je neka stvar, ki nam sledi. Mislim, da tukaj Slovenci smo kar na dobri poti, no pa vendar včasih mogoče ekonomija pohrusta to dobro voljo. Seveda blaženje je ena od variant, kako se lahko zmanjša emisije toplogrednih plinov, pa vendar vplive bomo vsekakor mogli urejati s prilagajanjem. Zdaj pa kje so glavni stebri tega prilagajanja? Znanje, mislim, da ga je še premalo v splošni javnosti. Včasih smo tudi premalo razpečujemo te podatke z različnih inštitucij ali pa na prav način. Infrastruktura, podporni sistemi za odločanje, znanost je šla res zelo naprej. Imamo satelitske podatke, imamo opazovanje zemlje, imamo novodobne tehnike zbiranja podatkov, mislim, da tukaj se bo ogromno spremenilo in se že spreminja. Bo pa treba verjetno tudi strelišča kmetijstva delati nek personaliziran servis za kmetovalce. Naš kmet marsikdaj ni v stanju, da sprocesira vse te podatke, ki so ta trenutek na voljo. In mislim, da tukaj je še precej možnosti za izboljšave. In seveda zadnja stvar, brez sodelovanja pa nikjer ne gre, medsektorsko mreženje, politika pa ne nazadnje družba kot celota. In s tem bi jaz zaključila. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Ja, še dva govorca sta pred nami. Če se je zdaj kaj porodilo, kakšno vprašanje, prosim, lahko mikrofon. Samo en kratek komentar. Divji kostanj v Primorju, Strunjanu, 20 let nazaj cvete pozno v jeseni. V Postojni danes cvete divji kostanj. Včeraj sem bil na 650 metrov nadmorske višine, cvete drobnica. Se pravi, vrsta, ki je prilagojena, ki je toliko tisoč let že pri nas, se je že prilagodila. Se pravi, mičkeno pogledamo naravo in bomo videli, kaj treba narediti. Hvala. Komentar? Odziv, ja. Ja, hvala, ker ste to omenili, tole cvetenje v jeseni, tudi to je posledica teh multiplih stresov, ki vladajo v vegetacijski sezoni. In seveda, rastline so pametne. Pravzaprav, ko vidi, da je stres in ima signal, da je mogoče že nastopila zima oziroma jesenski čas, vsekakor hoče narediti reprodukcijo. In tukaj sigurno se strinjam z vami, da je treba opazovati naravo in najdeti kakšne rešitve, ki že stojijo na mestu. Hvala za komentar. In se učiti iz nje, kot ste rekli, znanje je tisto, kar nam manjka oziroma kar potrebujemo. Gremo zdaj naprej, pa bomo mogoče še na koncu povzeli, če se strinjate. Zdaj bomo šli pa na pravzaprav območje naše neposrednje soseščine in pogledali k prihodnosti slovenskega kmetijstva v Italiji.
Gospod Erik Masten je z nami, rojen sicer leta 1981 v Trstu, po končanem liceju je diplomiral iz poslovne ekonomije na fakulteti v Trstu, nadaljeval izobraževanje v kmetijstvu in podjetništvu v Veroni in je zdaj vključen tudi na Kmečko zvezo, v edini slovenski kmetijski organizaciji, ki od ustanovitve 1950 združuje slovenske kmete v Italiji. Lepo prosim. Lep pozdrav, hvala za besedo. Sedaj poskusimo, če ta stvar deluje. Ja, super. Zelo imenitno, saj ponavadi doma ne pridem do daljinca, tako da danes se kar uživam. No, mimo hecov, kot je Blaž povedal, Kmečka zveza, to se pravi organizacija, ki se je rodila iz potreb iz slovenskih kmetov v Italiji leta 1950, zelo na hitro, zato da ne bom jemal minute naši temi oziroma podnebnim spremembam, ampak si želim pa povedati par besed, kaj smo oziroma kaj predstavljamo in kaj delamo, zato ker se bom potem na to stvar tudi povrnil na zaključku mojega predstavitve. To se pravi, Kmečka zveza deluje na vsem tem obrobnem območju v meji s Slovenijo, kjer dejansko smo zgodovinsko prisotni slovenski kmetje. Ta je seznam tudi dejansko občin, ki so v seznamu dvojezičnih občin v Italiji, to se pravi občine, kjer je prisotna naša narodnostna skupnost. Delujemo v Trstu, Gorici in v Čedadu in z lanskim letom imamo tudi eno izpostavo v Trbižu, tako da krijemo celotno to območje. To območje pa naj vam povem, da je dejansko območje, ki ima omejene naravne danosti, to se pravi Kras, predvsem ob Trstu, gričevnato območje pri Gorici in potem hribovito dalje na sever. Za razliko od Slovenije, mi nimamo kmetijsko-gozdarskih zbornic in to vam tudi zavidamo. Dejansko na organizacijah, kot so naše, sloni celotno svetovanje kmetijam. To se pravi, da Kmečka zveza ni samo organizacija, ki združuje dejansko en sektor, nudi tudi kmetijam vse tiste usluge, ki so potrebne za to, da kmetija deluje. Svetovalna služba, fiskalna, knjigovodstvo, meritve, stvoritve in vse, kar spada zraven. Zaključim tukaj, glede argumenta, za katerega sem bil vabljen oziroma za katerega vam bom danes spregovoril, oziroma podnebnih sprememb. Kdo je že danes poročal, je te stvari smo že slišali, tako da bom šel zelo hitro skozi. Seveda podnebne spremembe v Italiji oziroma Furlanijski krajini niso logično veliko različne od tistega, kar jih opažamo v Sloveniji oziroma širom v Evropi, to se pravi dvig povprečnih temperatur, vročinski valovi, suše, padavine, razpoložljivost vode, poplave, erozija tal, novi škodljivci in bolezni, kot smo že slišali. Vse to pa seveda vpliva potem na kmetijstvo in gospodarstvo, nihanja v dobavi hrane, više cene, stvari oziroma posledice, o katerih smo že seznanjeni oziroma že slišali. Bi rad vam pa prikazal še določene, bom rekel, podatke, sicer me je gospa iz Agencije za okolje gospa Sušnik, že dejansko vam prikazala, to se pravi, da tudi sem si pogledal, da so dejansko nisem se uštel, podatki so približno isti, to so za Furlanijsko krajino, to se pravi, da vsakih 10 let opažamo povišek za pol stopinje Celzija temperature. Najslabši scenarij dejansko nam govori za Furlanijsko krajino, govorim o povišku do 5 stopinj Celzija po zimi in tudi 6 stopinj po leti. Skrbi pa predvsem ta podatek, da se vroče dni, kjer je temperatura nad 30 stopinj,
dejansko letno viša. Bili smo navajeni v Fulaniji 30 dni letno v letih 90, danes pa presegamo 50 dni letno. Zmanjšanje padavine in pa bistven podatek za Fulanijo, ki je tudi predmet diskusij, je primanjkovanje podtalnice že od leta 2021. To se pravi, da je suša en pojav, ki ni omejen na določeno obdobje, ampak dejansko ima posledice potem tudi za daljše obdobje. Dodajam še dva aspekta, ki so v Italiji precej na dnevnem redu, ko govorimo o podnebnih spremembah, mogoče v Sloveniji malo manj. To se pravi dvigovanje gladine morja, ki že povzroča težave oziroma poplave v tem predelu Italije, predvsem v tem predelu Italije. Govorimo o Padski nižini in tukaj dejansko se predstavlja težava, kako bi lahko bilo to območje težavno v prihodnjih letih, s tem, da nekatere, bom rekel, najbolj pesimistične napovedi s tem območjem dejansko celo pravijo, da bi lahko Jadran poplavil. Drugi aspekt je pa dezertifikacija. Mogoče ste tudi že slišali, je že v teku na Siciliji, dejansko Sicilija postaja nova Tunizija. V rdeči barvi so dežele, kjer se predvideva, da bo 50% območja teh dežel bilo lahko podvrženo dezertifikaciji. To se pravi, da bojo več kot 50% teh dežel imelo puščave. To so dva aspekti, ki so v Italiji precej hudi in dejansko tudi že v teku. Ko govorimo o podnebnih spremembah, seveda razmišljamo na en globalen način. Sem danes pa skušal se vsekakor tudi zamisliti, kako so te stvari potem, kakšni so lahko vplivi za območje, kot je naše, to se pravi, ki sem ga prej pokazal, za to obmejno, bom rekel, regijo, kjer smo mi prisotni kot Slovenci. Preden pridem do zaključkov, bi podal dva koraka nazaj, oziroma pritiski, ki smo jih mi že imeli na našem območju, kjer smo zgodovinsko prisotni s strani večinskega naroda, povejmo si po pravici. In to se pravi pritiski, ki so bili v povojnem obdobju in sicer s razlastitvami, predvsem na tržaški pokrajini smo bili priča hudim razlastitvam, ki so zajele precejšnje površine in predvsem take kmetijske površine, ki so bile zelo ugodne za kmetijstvo. Dejansko nam je bilo odvzetih 4000 hektarjev na 17 000 skupnih, kaj smo jih imeli kot kmetijske površine v Trstu. Tukaj imamo primer dveh takih večjih objektov. Ko se je ta proces zaključil v 90-ih letih, je nastopil še drugi, in sicer postavitev omejitev. Mi trenutno imamo, če gledamo Trst, 85% uporabnih kmetijskih zemljišč pod direktivo Natura 2000. Jaz znam, da ne spada v ta element, ampak se potem povežemo tudi na tem na koncu. Natura 2000 je preveč problem tudi v Sloveniji. Jaz sem prepričan, da ni problem natura kot taka, problem je, kako jo mi upravljamo. Zavedajte se, da mi v Italiji, ko so postavili to omejitev leta 2008, danes še vedno nimamo upravljalnih načrtov. To se pravi, da vsak poseg v to območje gre preko postopka vpliva na okolje, to se pravi, če hočeš narediti ten vinograd, moraš iti preko postopka, kar stane in čas in tudi sama prošnja. Vse ti aspekti so dejansko že prej odrinjali kmetije iz teritorija oziroma se je kmetijstvo začelo zapuščati. Kot smo povedali, podnebne spremembe seveda predstavljajo globalen izziv, ne bomo mi v zamejstvu rešili te trende. Zavedamo se, da vsekako za učinkovitejše upravljanje omejitev posledic je treba skupen odziv, to se pravi ne posamezne članice oziroma posamezne države.
Posledice seveda ne poznajo meja, padavine niso pričakovali, ne vem, šengenskega sporazuma, da bi prečkali mejo, kot ne tudi termiti, ne. To se pravi, da vreme pač ne pozna meja in torej vprašanje bi bilo, zdaj, kaj smo ugotovili, saj na vse zadnje vplivajo, mislim, spremembe podnebja tako v Sloveniji kot v Italiji so iste in lahko zaključimo z to skupno mislijo. So pa velike razlike in predvsem pri posledicah, ki jih te vremenske oziroma podnebne spremembe pustijo na teritoriju. Posledice, ki so v glavnem odvisne od razlik, z razlik držav članici oziroma s katerimi ukrepi in pristopi se potem soočajo s temi posledicami. Vam prinesem na kratko samo dva primera. Bi mogel več dobrih praks, ampak potem bomo videli, da dejansko so tudi primeri slabih praks. Vsi se spomnite požara, ki je se vnel na Krasu leta 2022. Verjetno poznate zadevo, 3700 hektarjev gozda, gmajne, ki je takrat dejansko bilo uničenih. Požar je štartal na italijanskem delu, se je potem razširil še na slovenski del Krasa. Zdaj, Slovenija je po zaključku tega požara, ko je bil požar končno pogašen, se je lotila enega, po mojem, tudi pravilnega pristopa. Dajte me popraviti, če so podatki zgrešeni, sem jih prejel dol iz medijev na spletu. Vsekakor naj bi bil predstavljen interventni zakon za odstranitev posledic. Številke niso niti tako pomembne zame potem. Se je naredila ocena stanja, načrt sanacije, se je začelo z obnovo gozdov, se je postavljali novi hidranti, nove protipožarne poti, nova oprema za gasilce in tudi letala za gašenje, verjetno tudi nova klop, lesena klop v Doberdobu, če je šla končati slabo. Slovenija je začela s odpravljanjem posledic na ta način. Italija nič. Italija po požaru je obnovila sporazum, ki določa postopke gašenja, to se pravi, kako poteka komunikacija med gasilci in civilno zaščito. To je bilo 12 minut. Kako dejansko poteka komunikacija, ni danes naredila noben poseg za odpravo posledic, gozdovi so zapuščeni, cesta, glavna prometnica iz Trsta do Gorice je bila zaprta 9 mesecev, Tanja, popravi me, če zgrešim, oziroma je bila delna zapora, zato ker je bilo za odstraniti še vejevje in ostale posledice požara. Gozdovi so zapuščeni zaraščanju in seveda tudi širitev tujerodnih vrst, ki pri nas predvsem Alliantus povzroča težave. Tukaj vidite dva pristopa, dejansko istih posledic podnebnih sprememb, z razliko, kako potem države lahko drugačne odreagirajo, če imajo verjetno tudi političen interes, da se ta stvar reši. Drugi primer ne zadeva Slovenijo, zadeva pa namakalne sisteme. Seveda s sušo, ki smo jo imeli leta 2021 oziroma 2022, se je postavilo veliko pozornost na namakalne sisteme v kmetijstvu. Imamo srečo v Furlanijski krajini, da imamo en sistem namakalnih konzorcijev, to se pravi namakalnega sistema v kmetijstvu, razdeljen med 3 konzorciji, kot so tukaj vidite te barve. To so konzorciji, ki dejansko delujejo že nad 100 let in zagarantirajo namakanje v kmetijske namene. Kdor je v sklopu teh konzorcijev, dejansko računajte, da namakanje enega hektarja stane približno 250 do 300 evrov letno, s tem, da imaš potem, odvisno koliko je razpoložljivost vode, lahko imaš
koledar namakanja, ne? Ampak ne glede na količino vode uporabljene, 250-300 evrov letno. Po tisti suši je dežela dejansko namenila ogromno sredstev za obnovo teh namakalnih sistemov, za postavitev novih cistern oziroma zbiralnikov. Vsi ti denarji, dejansko jih je bilo 25 milijonov iz deželnega sklada in tudi 80 iz državnega, so se dejansko namenile v to območje, ki je splavobarvno, ki je dejansko nižinsko območje dežele Fulanijske krajine in torej ponovno ne na naše kmetijstvo. Na Krasu ostajamo vezani na civilni vodovod, ki v slučaju suše zapre priključke kmetijam, kot je nastalo 22 in tudi letos. Seveda so visoki stroški, prekinjena dobava pomeni izguba pridelka in torej ponovno težava z naše kmetije. Zelo na hitro, da zaključim. Torej, med zaključki, podnebne spremembe predstavljajo dodatno težavo za ta območja. Seveda je dodatna težava pa za to območje, ker so prisotne narodnostne skupnosti, predvsem zaradi neukrepanja, kot sem vam skušal dokazati. Zaradi težjih pogojev kmetovanja in pomanjkanja pridelka se te skupnosti lahko soočajo z globokimi izzivi, kar ponovno spodbuja zapuščanje domače zemlje. Slovensko kmetijstvo v Italiji, in to je zaključek, dejansko, po razlastitvah in omejitvah, ki smo jih videli, je sedaj pod dodatnim pritiskom, katerim se lahko doda še neustrezna politika, deželna, kmetijska in podobno. Kako bomo kos temu, seveda bi bilo potrebno usklajen, strateški, inovativni tudi pristop z obeh straneh meja. V našem primeru, pa to sem hodil za podčrtati ob zaključku, ne gre samo za ekonomsko izgubo, ne gre samo za gospodarsko izgubo v kmetijstvu, gre predvsem za narodnostno vprašanje. Zato, ker mi v trenutku, ko zapuščamo kmetijstvo, zapuščamo naše vasi, in to se pravi, da tiste vasi nimajo več slovenske besede, tista zemlja ni več slovenska. Hvala za pozornost. Hvala lepa za sliko iz zamejstva, bomo kar nadaljevali. In sicer še zadnji prispevek, gospod Marko Černe, skupaj z gospodom Petrom Pribožičem. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, torej prilagajanje kmetijstva na klimatske spremembe. Gospod Marko je diplomiral na oddelku za agronomijo in dela kot svetovalec specialist za namakanje pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Vas lepo vabim. Hvala. Zdaj, če bi uporabil medicinsko terminologijo, bi rekel, da je anamneza postavljena in diagnoza prav tako. Zdaj pa se seveda pričakuje tudi nekatere ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe. Kmetijstvo ima poleg funkcije, ki nam je splošno znana, in njegovih značilnosti dva pomembna momenta. Eno je, kot rečeno, vremenski vpliv v povezavi s podnebnimi spremembami ali klimatskimi spremembami, drugo pa je togost proizvodnih virov. Se pravi, če se omimem na ta zadnji, seveda njive, sadovnjaki, vinogradi v lastništvu nekega kmeta se ne morejo predstavljati kar tako. V bistvu so zelo togi, se pravi mobilno omejeni. Ima pa seveda vremenske razmere pa imajo znaten vpliv. Namreč, če seveda spremljamo podnebje, opažamo, da imamo razne oblike vremenskega vpliva na našo kmetijsko pridelavo. Zdaj ta naš del, se pravi Kmetijsko-gozdarskega zavoda, pokriva različna področja kmetijske pridelave. Se pravi, imamo zelenjadarstvo, poljedelstvo, živinorejo, trajne nasade, jagodičje, skratka celoten spekter. In vsak od teh je vsako leto praktično na nek način, se pravi, ranljiv
in se zgodijo razne škode v takih in drugačnih oblikah. Zdaj, prilagoditve so možne, ampak so zelo omejene. Se pravi, jaz se bom osredotočil na dve, ki jih na našem zavodu zelo intenzivno uporabljamo in svetujemo kmetijam, namreč to je obdelava tal, drugo pa so namakalni sistemi. Izbira sort, izbira drugačnih vrst, se pravi, izbira časa setve sta v bistvu zelo omejeni. Namreč lahko se zgodi, da je v kakšnem letu zgodnja setev primerna, naslednje leto pa je popolnoma neprimerna in so pozne setve nekaterih poljščin bistveno boljše rezultate dajo. Tako da tu v bistvu ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, vsako leto je drugačno in v kmetijski pridelavi so te možnosti za prilagajanje na kmetijske spremembe konkretno dosta omejene. Tla seveda pa so pomemben del in če se osredotočimo na tla kot del, ki je, se pravi, osnovno proizvodno sredstvo oziroma dejavnik, ki vpliva na uspešno kmetijsko pridelavo, potem lahko z minimalnimi posegi, se pravi z udejanjanjem ohranitvenega kmetijstva, ki je zelo razširjeno na našem območju, s širokim kolobarjem, uravnoteženim gnojenjem in stalno pokritostjo zelo omejimo te podnebne spremembe. Namreč v zadnjem času niti ni toliko bilo, tudi suše so vplivale, ampak še večje težave so povzročali nalivi in posledično potem močan površinski odtok in vodno erozijo. V nekem obdobju, recimo lanskega pa tudi letošnjega leta, so bile praktično cele njive na cestah. Se pravi, zgornji, najbolj rodoviten sloj je močan površinski odtok odnesel na cesto in potem so bile težave s tem, da so te njive manj rodovitne, izgubijo najbolj rodoviten sloj, se pravi fine delce, obenem pa povzročajo še druge škode. No in zdaj v povezavi s tem bom predstavil na kratko naš fokus dejavnosti. Eno je, opredeljuje, se pravi, organska masa v tleh, ki vpliva potem seveda na vse ostale spremenljivke v tleh, na pH, na zračnost, aerobne procese in podobno. Tu smo pritegnili okrog 30 kmetij na našem območju, skupno 260 hektarov, kjer kontinuirano merimo v našem laboratoriju, vzamemo vzorce tal na različnih lokacijah na eni površini in s suhim sežigom ugotavljamo vsebnost ogljika v tleh in na podlagi potem preračunamo organsko maso. In v bistvu je to smisel in cilj tega tudi to, da kmetije prepoznajo to kot, ne kot in javnost seveda, da to ni, da kmetijstvo ni vir podnebnih sprememb, ampak da je lahko tudi rešitev podnebnih sprememb, oziroma da vpliva seveda na vezavo ogljika v tleh in podobno. Skratka, kmetije so se zelo intenzivno vključevale v projekt in na koncu lahko po določenem času, če povečajo vsebnost humusa v tleh, dobijo tudi finančno spodbudo preko certifikatov CO2-ja. To je izgledalo tako, da smo si s to napravo, ki za jemanje vzorcev tal v zgornjem sloju od 0 do 25 cm na različnih lokacijah z GPS tehnologijo in potem se to v našem laboratoriju, ki upravlja tudi druge storitve, ugotovi vsebnost organskega ogljika in potem na podlagi tega preračunamo delež organske mase. Drug del, kateremu tudi posvečamo, bi rekel, dosti pozornosti, je seveda voda in namakanje. Voda je, imeti vodo na svojem kmetijskem zemljišču je poseben privilegij. In voda je vir, ki nima nadomestila. Vse ostalo se da nadoknaditi. Recimo, dežele ob Himalaji, pa tudi Kitajska, imajo velike težave
zaradi intenzivne porabe vode na tem območju in potem ali pa recimo Aralsko jezero in podobno. Skratka, voda ni nama nadomestila in imeti privilegij na kmetijskem zemljišču, možnost uporabe vode za namakanje je velik privilegij za kmetovalce. Zdaj, na tem našem območju, ki je posebno zaradi Drave, zaradi reke Drave, ki ima podobno kot Mura dežno-snežni režim, je potencialno dosti možnosti za namakanje. To je vse od Maribora do hrvaške meje, kjer potekajo energetski kanali in levo in desno od teh energetskih kanalov so možnosti za namakanje enormne. In to bi bilo lahko vrt za Slovenijo, namreč poseben primer, da imamo še vodo oziroma kanal reke Drave, ki teče nekje 20 metrov nad kmetijskimi površinami, tako da imamo že v osnovi 2 bara pritiska, pomeni vsaj nekje do 20.000 hektarov zemljišč, ki so ta trenutek, za razliko od nekaterih drugih predelov v Sloveniji, takoj so možnosti za namakanje. Imamo druge, recimo Primorska ima več težav, ker nima vodnih virov, pa jo seveda bi namakanje z veseljem uredili. Zdaj tu so ovire oziroma postopki so dolgotrajni, se pravi država preko Evropske unije izdatno financira lokalne ali državne, pa tudi zasebne namakalne sisteme. Ena težava je zapletena zakonodaja, ampak to je itak za vsak poseg oziroma umestitev v prostor. Potem, po mojem mnenju, največja ovira pa so lastniki zemljišč, ki ne kmetujejo. Se pravi, kar nekaj lastnikov je na določenem območju, ki pač so lastniki na tak ali pa drugačen način, pa ne kmetujejo in jih v bistvu potem uvedba namakalnega sistema ne zanima. So še nekatere druge, recimo, predvsem po moje še nekaj pomembno, no, da bi moglo biti to povezano, se pravi od proizvodne, potem bi mogle biti hladilnice, sortirnice, skladišča in na koncu prodaja, da bi bila to lahko vsaj za pridelavo zelenjave zaključena zgodba. Drugače pa, če so pridelovalci zelenjave prepuščeni sami po sebi, potem seveda je postopek bistveno bolj otežen. Zdaj, nekatere predloge smo mi, oziroma nam jih stalno predajamo oziroma hočemo doseči spremembe. Nekatere smo tudi dosegli, da se zdaj začenjajo tudi zgraditi državni namakalni sistemi preko sklada kmetijskih zemljišč. So še nekatere druge možnosti, ki so v povezavi z pač našimi naravnimi danostmi. Zdaj, jaz mislim, moje osebno mnenje je tako, da je ta odzem za namakanje tako enormno majhen, da bi v bistvu ne bi celotna, bi rekel, se pravi strokovna oziroma inštitucije ne bi smele tako omejevati tega, ker je kljub vsemu hrana strateška dobrina in v večini držav, kar sem jih jaz poznal v Franciji, tudi Italiji, v Avstriji, je ta sektor, se pravi za kmetijstvo, privilegiran. V tem smislu, da se namakanje, v bistvu se mu ne posveča, ne da takih omejitev. No. Glede na to, če je voda, seveda, tam, kjer je voda. No, en projekt je še, ki ga bom zelo na kratko, da zaključim, ker so pri nas površine predvsem pod poljščinami, je potem bilo za namakalne sisteme najtežje prepričati oziroma prepričevati kmete, da pristopijo k območju namakalnega sistema, lokalnega ali državnega. No. In zato smo se potem na našem zavodu odločili tudi za projekt prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe, ki vključuje tudi ekonomiko namakanja, spremljanje stanja vlage v tleh, svetovanje kmetijam za boljše prakse namakanja, senzori, tudi z dronom, kot je bilo že prej omenjeno. Možnosti so, ampak seveda to so zgolj pomagala. Kmetijstvo je še vedno izrazito analogna dejavnost, se pravi, moraš biti na polju, v nasadu in ti lahko ti pripomočki zgolj pomagajo pri odločitvah in, bi rekel, uspešnem kmetovanju. Hvala.
Hvala lepa, gospod Marko Černe. Mislim, da smo kar izčrpali tudi tale čas, ki smo ga imeli na voljo, tako da, če dovolite, bi sklenil z enim stavkom. Veliko ugotovitev je bilo, kot ste rekli, anamneza, diagnoza podani, zdaj pa te ugotovitve niso usmerjene v grožnje ali pa v neke nevarnosti, v podnebno katastrofo, tudi z vašimi odzivi bi lahko tako zaključil, ampak v konkretne rešitve, ki jih potrebujemo, ki se jih lahko naučimo iz narave, zato da bomo lahko uspeli prilagoditi svoje življenje klimatskim spremembam. Hvala lepa. Hvala tudi z moje strani za vse sodelujoče. Zdaj smo res nekaj v zamudi, tako da prosim, da zdaj ta zadnja pauza ne bo res kratka, hitro kavico, WC, pa pridemo nazaj, da še zaključimo z zadnjim sklopom. Hvala.